Demenca je v Sloveniji velik javnozdravstveni problem, ki se bo zaradi staranja populacije v prihodnosti zelo verjetno še povečeval. Znanstveno-raziskovalnemu centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti se v imenu avtorjev iskreno zahvaljujem, da je ta velik problem prepoznal in izdal znanstveno monografijo spremljanja demence v Sloveniji, epidemiološki in drugi vidiki, urednic doktoric Mercedes in Barbare Lorečič. Poglavja pričujoče znanstvene monografije, ki so problematiko demence v Sloveniji osvetlile z različnih zornih kotov, so napisali strokovnjaki iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje v sodelovanju z avtorji iz Ministrstva za zdravje, Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in Združenja Spominčica. Izčrpna monografija je izvirno znanstveno delo, namenjeno tako strokovni kot laični javnosti. V publikaciji bomo bralci našli tele podatke o prevalenci demence v Sloveniji, ki je večja pri ženskah, o prevalenci v Evropi ter o projekcijah za leto 2030. Informacije o podpisovanju zdravil za zdravljenje demence v Sloveniji za obdobje med letoma 2008 in 2020. Število izdanih receptov se je namreč v proučevanem obdobju povečalo za kar 169%, o problematiki padcev pri starejših odraslih in o velikem, a še podcenjenem ekonomskem bremenu, ki ga demenca predstavlja v Sloveniji. Monografija obravnava tudi sodobne probleme povezane s pandemijo COVID-19. Obravnava namreč nevropsihiatrične posledice COVID-19 in problem vpliva pandemije COVID-19 na zaposlene v domovih starejših občanov. Bralci monografije bodo svoje znanje obogatili na temo vključevanja oseb z demenco in pomena Združenja bolnikov pri razvoju področja demence v Sloveniji skozi prizmo Spominčice, Alzheimer Slovenije in Slovenskega združenja za pomoč pri demenci. Predvsem pa se bodo bralci monografije seznanili z reševanjem problematike demence v vaši državi z vidika Ministrstva za zdravje, ki pripravlja novo strategijo za obvladovanje demence do leta 2030 in izpostavlja potrebo po sprejetju nacionalnega programa za demenco in ustanovitvi Nacionalnega centra za demenco se zaveda, da se bo do leta 2050 v razvitih državah število oseb z demenco več kot podvojilo. V Sloveniji je bilo že v letu 2019 obolelih skoraj 20% starejših od 65 let. Delovna skupina, ki jo je imenoval minister za zdravje, je izdelala opis stanja na področju zdravstvene obravnave demence, izdelala predlog kliničnih smernic za obravnavo pacientov z demenco in opredelila programe, naloge in aktivnosti za ustrezno obravnavo. Publikacijo Spremljanje demence v Sloveniji, epidemiološki in drugi vidiki, ki je bila pripravljena ob obeležitvi Svetovnega dneva Alzheimerjeve bolezni v preteklem letu in je dostopna na spletni strani ZRC SAZU, je recenzentka doktorica Liljana Šprah opisala kot dragocen prispevek na področju demence v slovenskem prostoru. Recenzentka publikacije, profesorica doktorica Jana Grub, pa je med drugim zapisala, da bo vsebina pričujoče monografije pomembno vplivala na izhodišče za nadaljnje razprave in raziskovanja s področja demence, snovalcem politike na področju starosti in staranja prebivalstva, pa ponudila nov pogled na obravnavano problematiko. V imenu avtorjev, urednic in recenzent želim vsem, ki želite svoje znanje o demenci poglobiti in boste po monografiji posegli, prijetno branje.